Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Nedeljski spored v prvi ligi Telemach začenjamo v športnem parku Šiška, kjer se bosta v 28. krogu prve lige Telemach udarili zasedbi Brava in Gorice. Ki manjka že nekaj časa. Kramarič pa zdaj je podajalec v kazenski prostor. Kramarič, dobra žoga, priložnost, Selan je poizkusil. Tajčar pa je žogo vendarle ukrotil. Zadane žogo. Agič bo manjkal na naslednji tekmi Gorice. No, tule pa zdaj Selan v veliki priložnosti. Prek vrat Beno Selan. Desno zdaj Gunčaj, levo Brekalo v zvezni vrsti, Hrka in Stankovski centralno ob Ankrahu. Tole zdaj priložnost za Gorico in gol. 1:0, sanjski začetek drugega polčasa za Goričane, strelec pa je Nejc Mevlja. Prevzel je kapetanski trak Mevlja, potem ko je v polčasu v slačilnici ostal Etienne Velikonja in s kapetanskim trakom na roki drugič v tej sezoni premagal nasprotnikovega vratarja. Torej, prva prekinitev v drugem polčasu in Gorica vodi. Špadring išče Flakus Bosilja, odlično Bosil ob Agiču, tole je priložnost za Bravo in gol! Kdo drug kot Martin Kramarič v 54. minuti, vse skupaj znova postavljeno izhodišče. Takoj po prejetem zadetku Brava sem govoril o tem, da bo moral Martin Kramarič danes enostavno spet sam prevzeti odgovornost na svoja ramena in pleče in točno to je storil. Kapetan Brava, Flakus Bosil je tule, to je potrebno priznati, opravil ogromno dela, ko je ustavil žogo ob neodločnem Tinu Agiču, skupaj tudi na meji prepovedanega položaja. Španring. Kramarič proti Španringu. Španring je v kazenskem prostoru. Še vedno Mark Španring. Veliko gneče. Na koncu so morali Goričani. Radi izpostavljamo posameznike, ampak Tino Agič si v tej sezoni privoščil že kar nekaj napak. To je zdaj Tamar Svetlin. Tamar Svetlin! 64. minuta, Houston, imate težavo, vaša raketa je končala v mreži Gorice, zato pa je poskrbel Tamar Svetlin, kakšen udarec nogometaša, za katerega sem v prvem polčasu dejal, da mu manjkajo številke, da mu manjkajo goli in podaje. No, tole je bil sijajen izstrelek Tamarja Svetlina in preobrat Brava praktično v 10 minutah. Takole je povlekel žogo Tamar Svetlin. Agič v sredino, to da le do Selana, spet je pri žogi Kramarič. Kramarič in Flakus Bosil skušata kombinirati, Agič se omešal. Tule je Bušnja pred vrata, Kramarič, Svetlin ima priložnost, ostaja pri 2:1. Kurtovič. Bušnja, lepo se je obrnil Bušnja. Tule tvega rumeni karton Andrejašič, ki karton že ima in konec je tekme za Jana Andrejašiča. Od slabih v še slabše gredo zdaj stvari za Goričane. Jan Andrejašič si današnje tekme ne bo zapomnil ravno po kakšnih presežkih, prej nasprotno, čim prej bo želel pozabiti. Po koncu tekme v naši družbi trener Brava Aleš Arnolj. Najprej me zanima, kako velika skala se vam je danes odvila od srca. Seveda čestitke za sploh vašo prvo trenersko zmago. Verjetno je prišla kar v pravem trenutku. Ja, tako je. Pa verjetno nesporno sem zelo srečen, ampak najbolj pa zaradi igralcev, ker toliko tekem v preteklosti, ki nam je šlo narobe v rezultatskem smislu, smo mogli biti nagrajeni. To smo ponavljali tudi čez prejšnje tedne, v to verjeli.
In tudi današnjo tekmo, če pogledamo, kako močno je bilo treba zadržati hladno glavo in karakter, praktično iz prvega resnega strela smo prejeli zadetek, kljub temu, da smo prej spet ustvarili veliko število priložnosti in res karakter te ekipe je zares močan in za njih sem vesel, ker si zaslužijo te točke, tudi zaradi preteklih tekem in zato, ker nas bojo pognale naprej v boj za obstanek. Zdaj že seveda pogledujemo tudi naprej, vemo, hitro prihajajo v nogometu nekako novi izzivi, nove priložnosti. Zdaj je res, da najprej reprezentančna pauza, koliko lažje bo na ta odmor oditi z zavedanjem, da imate v žepu 3 točke, da ste nenazadnje po novembru spet dobili tekmo in se seveda pripraviti na to, kar prihaja. Ja, sigurno. Tu je nesporno, da za to reprezentančno pauzo je to dodaten zagon. Predvsem sam kot trener si želim, da imamo normalen cikel za trening. Preprosto smo odigrali zdaj v 10 dneh, smo bili praktično 4-krat obremenjeni, ne mogoče trenirati, tako da jaz verjamem pa tudi, da bo sigurno vplivalo močno na vzdušje igralcev. Ključno pa je, da potrebujemo dober trening, intenziven trening, zato ker bojo tekme, ki so pred nami, izredno zahtevne. Tekmo je na koncu odločil projektil Tamarja Svetlina, ampak spet se je izkazalo, pravzaprav kako pomemben je za to ekipo Martin Kramarič. Trenerji ne radi govorite o posameznikih, ampak tudi številke pravijo, da je udeležen praktično pri več kot polovici zadetkov Brava. Spet je bil on tisti, ki je nekako z zadetkom postavil stvari na izhodišče, kapetanska predstava. Tako, absolutno. Za Martina že ponavljam, da tako rojenega liderja, kot je on, tako naravnega liderja, kot je en, redko vidimo v slovenskih prostorih in v najtežjih trenutkih se njegov karakter pokaže, pa ne bodi si v fazi napada ali fazi branjenja. Če ste bili pozorni tudi v zadnjih minutah, koliko prostora je zaprl. Zato res za njega sem srečen, sem pa glede zadetka zadovoljen tudi za Tamarja, ki je mogel pregrizniti ogromno, v določenem taktičnem smislu se prilagoditi v poziciji in iz neke slabše forme je zdaj splaval ven z tem zadetkom in pričakujem tudi od njega veliko do konca sezone. Najlepša hvala. Poraz na tekmi, ki je lahko veliko prinesla ali veliko odnesla, in pa predstava Gorice, ki verjetno ni bila na takšni ravni, kot bi si trener želel. La sconfitta sulla partita molto importante, però il nostro gioco non era proprio su quel livello che volevamo fare oggi. Noi eravamo, questa qui era una partita importante per noi, per crescere ancora, perché abbiamo fatto dei buoni risultati, delle buone prestazioni. Per oggi la prestazione non è venuta buona, perché probabilmente eravamo ancora stanchi della gara precedente, mentre il Bravo ha recuperato una giornata in più, noi probabilmente non avevamo recuperato, e questo non deve accadere perché non bisogna dare dei vantaggi, diciamo così, a nessuno, però non sto a lamentarmi, anche perché mancava Selimovic, mancava Kmetaj, Cerovic, abbiamo perso dei giocatori importanti e determinanti, però oggi comunque quelli che hanno giocato non hanno fatto, diciamo così, una buona prestazione. Eravamo stanchi, abbastanza stanchi, ancora provati della gara precedente. Danes je bila tekma pomembna tudi za ekipno rast. V zadnjih nekaj tekmah smo naredili dober rezultat, ampak danes je manjkalo nekaj pomembnih članov, Selimovic, Cerovic, Kmetaj, ampak tisti, ki so danes nastopili, niso zadovoljili, ampak se ne bomo pritoževali. Verjetno je bil tudi pomemben razlog ta, da smo še malce utrujeni Sežane in Bravo je imel en dan več, ampak to se ne sme več dogajati. Luka, zelo pomembna tekma za vas, za vašo ekipo. Na koncu poraz z 2-1. Zdelo se je, da je danes manjkala predvsem neka energija v zasedbi Gorice. Kako bi vi ocenili vse skupaj? Pa, odigrali smo mnogo lošu utakmicu. Do sad, od kad sam ja tu, ovo je bila najloša utakmica, spored mene. Takva je situacija, to u ovoj ligi svako može da dobije. Mi ćemo se boriti do kraja za opstanka, daćemo sve od sebe, pa šta god bude bilo, to je to.